Prihajamo na 4. točko dnevnega reda, to je odlog o rebalansu proračuna občine Brežice. Tako da bi obrazložitev dal najprej Aleksandar. Dobar dan. Rebalans proračuna predstavlja predlog sprememb veljavnega plana za leto 2022. Veljavni plan poleg podatkov sprejetega plana vključuje še vse prerazporeditve pravic porabe na osnovi Zakona o javnih financah ter 15 členov odloka, ki so v pristojnosti župana. Vse prerazporeditve so zajete v predlogu tega gradiva. Se pravi, zaradi potreb po spremembah na strani prihodkov in pa odhodkov je pač občina pristopila k pripravi odloka tega rebalansa za letošnje leto. V odloku se v prvem odstavku prvega člena spremenijo nekateri zneski v bilanci prihodkov in odhodkov in pa račun financiranja. Na strani prihodkov se sredstva povečujejo za 100.000 evrov glede na veljavni plan in znašajo po novem 38.843.000 evrov. Tukaj gre v skupini davčni prihodki, se povečujejo za 20.000 evrov in tukaj gre za povečanja nadomestila za uporabo stavnega zemljišča. V skupini nedavčni prihodki se povečuje znesek za 80.000 evrov. Račun financiranja, tukaj se povečuje vzdrževanje za 250.000 evrov. Na strani odhodkov se sredstva povečuje za 350.000 evrov, glede na veljavni plan in značajo 44.250.000 evrov. Zdaj je podroben prikaz vseh teh odhodkov, kjer je tabela na strani 3, 4, 5, 6 in 7. Tukaj imate navedene proračunske postavke, tudi oddelke, kjer se je karkoli spreminjalo in pa za koliko se je proračunska postavka spreminjala plus ali minus in pa obrazložitev, zakaj do tega prišlo, zato vam jaz ne bi prav. V skladu z spremembami se osvetili tudi načrt razvojnih programov za obdobje 2022 in 2025, načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem in pa načrt ravnanja nepremičnega premoženja občine za leto 2022. Tudi jaz ne. Mislim, da prav, da samo še par deset povem vseeno v tem rebalansu, ker gre relativno zgode za rebalans, je pa bilo potrebno par sprememb v proračunu narediti zaradi posebnih okoliščin. Eno je to, da smo zadnjič sprejeli letos gre v nakup praktično stavbe Petrol za potrebe praktično komunalne dejavnosti. Druga stvar, zelo pomembno je, da če želimo uvesti subvencijo pri zvišanju vode, je potrebno imeti dodatno samostojno postavko za to, kar nam veleva zakon. Potem imamo težave, kar se tiče participativnega proračuna pri nakupu zemljišč, ki je bilo zglasovano za motoristične dejavnosti. Dejstvo je, da na tak način tiste zemljišče ne moramo kupiti, je pa možno to praktično preko sofinanciranja narediti, ki je razpisano. Prav tako je v tem času do nekako dogovorjeno na svetu regije, da bomo Posavske občine pomagali pri financiranju dokumentacije za razširitev bolnišnice in zdaj smo dali noter postavko, kajti je potrebno z strani občine zagotoviti, mislim, da nekje okoli 25.000 evrov. Naša želja je tudi, da se izgradnja Landoja na Črnenčevim pospeši in smo dali noter še dodatno 100.000, da bi že praktično bilo letos zaključeno, da ne bomo čez celo zimo imeli to gradbišče, kar verjetno tudi večina občanov si želi in pa ljudi zaradi zapore. Prav tako pa treba povedati, da zdaj pri hidravličnih izboljšavah je v Dedni vasi cesta praktično je treba
skoraj celo cesto ven reči in pa zasfatirati, se ne da samo polovici, to je še namenjen dodatnih 100 000 evrov za to cesto Kletna Vas-Orehovec, da bi letošnjem letu večji del že tudi poasfaltirali. Tako da za najemnine sem ti povedal, da imamo noter in pa še je potrebno zagotoviti 30 000 za protipoplavne ukrepe Sotle, kajti dejansko je potrebno še delati praktično izkopavanja, je pa res, da bomo ta denar potem dobili verjeno od direkcije, kakšno dogovor. Tako da tu gre res za manjše spremembe proračuna. Seveda bomo pa videli v septembru, kako bo realizacija in dokoliko bi bilo možno še kaj postoriti, oziroma kakšne manjše bom predlagal, seveda tako dogodne vodniste svete želje, še mogoče celo en popravek proračuna za letos. Vendar seveda to počelo odvisno od tega, kaj se nam bo dogajalo na samem investicijskem področju. Toliko jaz bi predlagal, da se ta rebalans podpre. Treba povedati seveda, da nobenega amandmaja na to ni prišlo, ker pomeni, da ne mora biti amandmaje vloženi 3 to pomeni seveda, da danes to svetno samo rebalans takšen, kot pa mi jo predlagati. In firmo razprava, če želi kdo razpravljati, mislim, da razpisijo, da ne. Želi kdo razpravljati, ne moram. Kot vidi, ne? Lage s njimi. Še kdo, samo ne, da vidim, če so še dobro prijavljati razpravljati. Prijavljati. Dobro, številka 29 je edini prijavljen, prosim. Hvala za besedo, nek pozdrav. Dejansko ta postavka nič 65 modernizacija lokalne ceste Kletna Vas-Orehovec je pohvalno vredno, da se to uvrsti v rebalans. Na pobudo krajano pa predlagam, da se cestišče sanira v prastljivi celi dolžini, kjer so se hidravlične izboljšave izvajale. Dejansko cesta je na bregu, prihaja zima, tež dejansko se bo še večja degradacija izvajala. Zato predlagam, da se izvede v celi dolžini, pa karkoli to finančno pomeni. Verjamem, da ta 500 000 ni biti velika postavka, tako da bi se tukaj mogoče več spravljamo. Hvala. Ja, v skladu z odlokom je namenjeno 100 000 evrov in se bo seveda cela cesta v celi širini. To se pa nadelo toliko, koliko so lahko letošnji leti za to, drugo se pa seveda še drugo leto, treba povedati še delata operativno, kar se tiče tega poteka. S tem zaključujem in gremo na glasovanje. Najprej sprejme se bo po rebalansu. Ja, pozabo sem še edino povedati, da je spremenjen noter tudi NRP za zdravstveni dom, ne? Da še povem, oziroma 3. To, kar je že povedal Aleksandr Nemč. Sprejme se odlok po rebalansu proračuna občine Brežice za leto 2022. Prisotnost. Ja, potem je drugi sklep sprejme, se dopolnjen letni načrt ravnanja televizijo. A ja, prvo, da razumemo, sprejme se odlok po rebalansu proračuna občine Brežice za leto 2022. Zdaj glasujemo v prvem sklepu. Ja, tako, 28. Glasujemo, prej, ja.
Ugotavljam, da je 28 za. Glasujemo v drugem sklepu, sprejme se dopolnjen letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Brežice za leto 2022. In pa tretji sklep, sprejme se dopolnjen letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem. Tudi to sprejeto, kar pomeni, da je zelo sprememba proračuna. Rijana.